Pozdravljeni! Kam iti po moč in po pomoč, ko smo na dnu? Kako živeti sebe? To bo tema oddaji Kako si na vašem kanalu. Moja gostja pa Nina Sterle, ki bo govorila tudi o čudežu srca in katerega sem po naključju, ki ni naključje, izbrala za napovednik. Čudež izražanja, ki pravi: riši, piši, ustvarjaj, kreiraj, naj svet vidi, kdo si. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi izdaji oddaje Kako si na vašem kanalu. Tu je novo mlado leto in z njim obilo možnosti in priložnosti, da živimo, kot si želimo. Da se opolnomočimo, poiščemo stebre, na katere se lahko naslonimo in pravzaprav, da vemo, kje je tista moč in kam lahko gremo, če se malo poigram z besedami, tudi po pomoč, zato da smo v redu. In kako lahko pomagamo sebi in drugim. In zato sem v studio povabila Nino Sterle, ki deluje pod okriljem, lahko rečem, ali pa pod krili Nininega sveta, torej Ninin svet, ki o tem veliko ve, zato sem se prav veselila tega najinega pogovora. Nina, živjo. Živjo. Dobrodošla v Novem mestu na Dolenjskem. Sva se dogovorili, da se bova tikali, tako bo tudi ta tok misli zagotovo veliko lažje stekel. Hvala. Nina, v svojem svetu, torej v Nininem svetu, igraš več različnih vlog, vsem pa je skupno, da skozi njih zasleduješ ljubezen do življenja, raziskuješ globine odnosov, kot si zapisala tudi na spletni strani, povezuješ optimistično realnost z brezmejno duhovnostjo in vedno znova odkrivaš moč komunikacije in podpore tistih, ki jim v življenju je to pomembno in to seveda tudi, lahko rečem, potrebujejo. Mogoče še kakšen komentar zraven? To se tako lepo sliši. Ja, vse, kar počnem z enim in edinim namenom, da prebujam dušice, da transformiramo ego, jaz temu rečem, naše omejujoče vzorce, prepričanja, in to delam celostno, a ne na različnih nivojih, od mentalnega, čustvenega do duhovnega, energijskega. Seveda to ni kar tako, za tem se skriva veliko raziskovanja, pobrkovanja pravzaprav po skrivnostih življenja, tudi nekega izobraževanja, seveda študija, si certificirana coachinja, NLP mojstrica, predana motivatorka, tudi izvajalka delavnic komunikacijskih in lahko rečem drugačna prodajna trenerka, tudi to se zelo dobro sliši in pa to me je še posebej pritegnilo ali pa še dodatno pritegnilo, si tudi mojstrica rituala hoje po žerjavici, o tem bomo kaj več rekli kasneje. Je pa, bi rekla, da je danes tega prebujanja med ljudmi in iskanja poti, ki so za vsakega posameznika najboljše, najbolj prave, več kot morda, bom rekla, pred 10 ali 5 leti. Ja, in jaz sem hvaležna, da je tega res vedno več, ker kolektivno se moramo prebuditi, če želimo pustiti eno tako lepo realnost tistim dušicam, ki še prihajajo na ta svet. Se pravi, je pomembno, da iz tega individualizma, ki vendarle pogosto vleče za sabo tudi sebičnost, egoizem, ego, preidemo v to jato, v ta kolektivizem energije. Danes veliko govorimo o tem, da seveda skupaj smo močnejši. Absolutno. Jaz mislim, da je edini smisel življenja prvo, da najdeš to, kar je tvoj dar, potem pa, da ta dar deliš drugima, da jih podpreš, ker samo za svoje koristi ne prideš daleč. Da najdeš ta dar, se pravi, da odkriješ ta dar, ta potencial v sebi, ki te potem, mogoče spet igra besede, potencial pripelje, povabi na potencial pot, ki je zate in tudi za druge prava. Kdaj si ti odkrila ta dar?
Ja, čutila sem ga že kar kmalu. Lahko rečem, da sem ga pa prav odkrila pa tekom prve službe, ko sem začela delati z ljudmi, ko sem jih izobraževala, motivirala. Sem si želela vedno več znanja, vedno bolj me je zanimalo, kaj je zadaj. In vedno bolj sem se zavedala svojih ovir znotraj sebe, se pravi svoje neprebojenosti. In iz te neprebojenosti sem se zaljubila v delo na sebi in moj dar je ravno to, ker izgledam tako, da dar ni nekaj, s čimer si se rodil, ampak je dar nekaj, kar skozi eno izkušnjo, ko greš in te zato opolnomoči in ker imaš izkušnjo, jo lahko deliš. In moja izkušnja prebujanja mojega ega, ki je bil kar močan, je tako polna in tako v svobodi zdaj, da lahko res tudi jaz držim ta prostor človeku, da se prebudi tako, kot je, ki ti praviš, v njegovem ritmu. Ja, ko se pogovarjam danes, praviš, teh je vse več, torej prebujenimi, ozaveščenimi, čuječimi ljudmi. Mnogi pravijo, torej ti posamezniki, da so jih včasih drugače sprejemali, gledali, kot seveda danes. Kakšno pa je bilo tvoje otroštvo? Si bila že v tem smislu, te duhovnosti, tega medijstva morda drugačna in kako se je okolica na to, če je to bilo, kako se je odzivala? Ne, v bistvu, ko sem bila majhna, sem bila jaz zelo v egu, če tako rečem, v egu v smislu, da sem bila zelo v svojem vzorcu sramežljivosti, zelo nekomunikativna, zadržana, po drugi strani sem imela ogromno ene potrebe po videnosti, tako da nisem takrat, pač sem uživala čisto preprosto otroško življenje. V srednji šoli se je pa potem začelo, ko me je ena sošolka povabila na meditacijo. Kaj je zdaj to, Ona je vsako jutro ob 5 zjutraj hodila z mamo po 3 ure nekam sedeti, Meni je bilo tako, me je predstavila Indijo, pa tako, pa se je počasi začelo, Ja. Se pravi, je bil nek klic, ki si ga slišala, upoštevala, ker je tudi pomembno, Pravite, da ljudje imamo v sebi in tudi vodniki nam šepetajo, govorijo, ampak če mi tega ne zaznamo, ne slišimo ali pa nočemo slišati, pač obtičimo na mesto, tam, kjer smo. Tisto, česar se ne zavedaš, je tako, kot da ne obstaja, Tako da svojega daru se je treba najprej zavedati, potem pa zbrati pogum in ga sprejeti, da mu lahko slediš, in da ga deliš. Tako da, ja, jaz sem bila vedno pogumna. Izziv je moj motivator, če mi daš en izziv, gremo. Tako da zato sem po moje bolj lahkotno stopala po tej poti preobrazbe. Meniš, da ima vsak od nas nek dar za nekaj ali celo več darov, več teh? Absolutno, ja. Vsak pride v to inkarnacijo, to zemeljskost, jaz rečem, z namenom, da deli ta dar, da ga najde in ga deli. Se pravi, je tukaj občutek manjvrednosti odveč in to jaz pa nimam nobenega daru, samo neki izgovor, zato da si, kjer si, v neki morda coni udobja. Absolutno, ja. Izgovori, vsak izgovor te oddaljuje od tebe, od tvojega bistva. Sam sebi lažeš, prikrivaš, zakrivaš oči, ali kako? Ja, jaz rečem, bodi pot, ne izgovor. Ja, bodi pot, ne izgovor, odlično. Če bi izpostavila pomembnejše mejnike, točke na svoji življenjski premici, ki so tako ali drugače posredno ali neposredno povezane s tem, kar danes delaš, kaj bi to bilo? Absolutno so najbolj povezani s tem, kar danes delam, vsi treningi, vsa izobraževanja, ki sem se jih udeležila, vsi ljudje, trenerji, veliki ljudje, ki so me učili, ki sem imela privilegij, da se od njih učim, tako v Sloveniji kot v tujini. Se mi zdi, da je to najbolj zaznamovalo, da sem danes lahko v funkciji nekoga, ki prebuja ljudi. Če pa tako, če si privat, pa bi rekla, da vsako rojstvo otroka, imam 3 otroke, je prineslo novo prebujenje.
a ne. Se mi zdi, da je za žensko to privilegij, da ko si medij enega čudeža, a ne, da nekomu držiš prostor, da se manifestira v življenje, te to nagradi, no, zato da se lahko še ti bolj odpreš in greš k sebi. Dve izhodišči si mi sedaj dala, pa ju bom povezala. Se pravi, pomembno sporočilo tvoje se mi zdi to, da tudi nekdo, ki se ukvarja s takšnimi stvarmi, je trener, coachinja trenerka, pomaga drugim, je medij, še vedno ima tudi sam nekega coacha, nekega trenerja, vedno se še naprej izobražuješ, Absolutno. imaš podporo, deliš mnenja, ideje in tako naprej, da je to zelo, zelo pomembno. In ta čudežna beseda čudež, Ja. a ne? Jaz tudi živim na ta način zadnja leta, tudi tebe zdaj nekaj časa že spremljam in sem to še bolj okrepila, moram reči. In mi je zelo pomembno, ko kdo reče, ne, saj življenje je pa takšno in takšno, ampak non-stop se dogajajo čudeži, zdaj to je moja sicer definicija, ampak odvisno je, kakšne so moje pričakovanja, kaj je zame čudež. Če sem hvaležna, da je čudež že to, da se zbudim zdrava v novo jutro, pravzaprav, da se sploh zbudim, je zame ena velika hvaležnost oziroma čudež odet v hvaležnost. In ti veliko govoriš o čudežih, tudi o angelu čudeža in to je res zanimiva zgodba. Ja, jaz sem zaljubljena v čudeže zaradi Einsteina. Einstein me je, pač njegova razmišljanja, njegova dela so mi bila vedno blizu, ker so me prebujala. In on je rekel, da na življenje lahko gledaš na dva načina, ne? Ali imaš vse za čudež ali pa ni nič čudežno. In jaz sem po naravi optimist in sem želela verjeti, da je vse mogoče. In ker sem se zelo povezala z angelsko vibracijo, sem rekla, a obstaja kakšen angel čudežev? In poglej, da ga obstaja, a ne, sem ga prosila, da se me dotakne in mi je na toliko različnih načinov pokazal, toliko enih čudežev, da bi lahko zdaj 3 ure o tem govorile, a ne, ampak dejstvo je, da obstaja v Sloveniji, noben ne dela z njim, zelo malo je napisanega in po nekem srečnem naključju si je on zbral mene, da bi preko mene predal čudežna sporočila ljudem, a ne, ki so pripravljeni. On v bistvu pride in se dotakne samo ljudi, ki izbirajo sebe in delajo na sebi. Se pravi, je pomagal oziroma je namenjen tako posamezniku kot tudi skupnosti. Absolutno, ja. Zelo zanimivo se mi zdi to, da si omenila Einsteina. Se pravi, tudi če nekdo, ki sedaj to posluša, se zraven smeje ali kako drugače, morda kaj reče, komentira, je to dokaz, da to ni nek bav. Jaz večkrat rečem, to ni nekaj hollywooderskega. Einstein torej že v tem, kvantna fizika, to je cela znanost. In kot si rekla, Einstein je rekel kaj? Da lahko gledamo na življenje kot čudež ali pa da ni nič čudežno. Točno to. Se pravi, izbira je tvoja. Vedno. Imamo tukaj še to izbiro posameznika, ki se sam odloči z vso svojo pravico, seveda, kako bo na to gledal, kako bo o tem razmišljal. Imaš tudi, ta čudež te je res osvojil in ti z njim to svetlobo pošiljaš tudi v okolico in med ljudi naprej. In bom zdaj izkoristila to priložnost, da vključiva v pogovor na nek način posreden seveda tudi gledalke, gledalce, ker si bila tako prijazna, da si prinesla s seboj tudi svoje karte čudež srca in tudi svečko. Mogoče najprej nekaj besed o tem, potem pa postavijo vprašanje, ker to je tudi za nagrado dvema, ki bosta izžrebljena. Ja, karte so pač kanalizirana sporočila angela čudežev, a ne, jih je 48. Angel čudežev se pojavlja v vibraciji števil 4 in 8, tako da če bojo gledalci od zdaj naprej bolj pozorni in opazili ali na uri 408, kjerkoli, ali na kakšni registrski številki, a ne, je to angel čudežev, ki je ob njih in jim želi nekaj povedati, ne. Ker pomaga uresničevati želje, seveda smo skreirali še eno čudovito vegansko svečko s kristali, a ne, noter so kristali angela čudežev, te kristale je v bistvu začutil, kateri so njegovi Božidar Kolarič, a ne, čudovit umetnik, ki dela energijske slike, je tudi narisal energijsko sliko Hamida
Tako da svečka podpira uresničitev želja. Ja. In ti kamenčki, torej prepojeni tudi z energijo, potem ostanejo. Tako. Pa postaviva res prijazno, preprosto vprašanje gledalkam, gledalcem. Kolikor jih bo sodelovalo, toliko je pravilnih odgovorov, kaj ne? Absolutno. Kaj ti vprašanje sva rekli, da bo? Ja, vprašanje, jaz imam rada vprašanja, ki te peljejo k sebi, ne stran od sebe, da bi mogel vedeti neko znanje, neko informacijo. Tako da dajva vprašati, kakšen čudež bi jih v letošnjem letu najbolj razveselil na njihovi poti. Torej, da zapišejo, kakšen čudež bi jih najbolj, oziroma kateri čudež bi jih najbolj razveselil v letu 2024 na njihovi poti. To zapišejo kot odgovor na Facebook strani televizije Vaš kanal, to se bo spodaj na zaslonu sedaj tudi izpisalo, tako da tam lahko pod to objavo tudi odgovorite na to vprašanje in potem izžrebamo 2 srečneža. Eden bo prejel torej karte, eden to svečko, še nekaj minutk se pomudiva ob kartah, 48, se pravi z enim namenom, sporočilom. In ne vem, kako sicer je pomembno, kako jo izbereš ali kako te ta pokliče. Ja, seveda, noter je tudi v paketu je knjižica z razlago, kjer so vsa navodila. Karte je treba takole malo počistiti, se pravi, če malo potolčeš ali pa popihaš. Potem pa iz srca daš namero, recimo ti lahko zdaj mešaš in bova potegnile sporočilo. Kaj v tem trenutku je najbolj dragocenega, da gledalci slišijo, lahko tako rečeš. Potem pa začutiš, a je to 1 karta, 2, 3. Ta se je obrnila. Če se pa karta sama obrne, je pa to še toliko bolj prebojno. In nujno, da se sliši. Zanimivo, da je povezana ravno s tem, o čemer so govorili, tudi z izbiro in tako naprej posameznika. Torej vse, kar se ti dogaja, je tvoja odgovornost. Absolutno. Čudež odgovornosti. Se mi zdi, da je kolektivno, imamo dosti drugačen pogled na odgovornost, kot jo razume enost, jaz temu rečem. Tako da smo naučeni biti odgovorni do drugih, nismo pa naučeni biti odgovorni do sebe, ker nekdo hitro verjame, da je egoističen, če je odgovoren do sebe zase. In tukaj imamo veliko priložnosti za transformacijo. Ja, ko začneš brskati po sebi, delati osebno inventuro dneva, tedna, meseca, leta in tudi življenja, se res ta sporočila kar odpirajo, če jih želimo slišati, vse bolj lahko postajamo prebujeni. Ti imaš tudi zelo zanimivo definicijo raja. Kaj je raj? Ja, ljudje se mi zdi, da tako iščejo ta raj ali pa saj med počitnicami iti nekam, kjer se bomo rajsko imeli. Jaz pravim, da je raj tam, kjer sem jaz, se pravi v zavedanju stika s seboj. Tako da to je ta raj. To je ta raj. Ko veš, kdo si, ko se zaznavaš in si v trenutku tukaj in zdaj. Ne glede na to, kje si. Tukaj in zdaj. In zdaj je zanimivo. Poslušam posameznike, ki rečejo, tu se ne počutim dobro, oziroma morda celo ne, da se sam ne počuti dobro, ampak ta in ta so taki in taki in taki. V službi, mogoče v klubu, na treningu, v razredu, kjerkoli že. In kaj je zanimivo, da verjetno ni ta simbolika kar tako, da ko kažemo na druge, z enim prstom na druge stremi nazaj nase, kaj jaz lahko v tej dani situaciji v okolju naredim, da se ukvarjamo z drugimi in ne s sabo, ampak da v bistvu sebe ves čas nosim s seboj. Ja. Absolutno, vse preveč se ukvarjamo s tistimi stvarmi, na katere nimamo vpliva. In to je taka zguba energije. Jaz ne morem spremeniti nekoga, ki mi gre na živce. Lahko pa spremenim svoj pogled na njega. Se neham z njim ukvarjati oziroma neham interpretirati
njegovo obnašanje. Ja, je pa zanimivo, da ko delujemo tako s to čisto zavestjo, svetlobo, da marsikoga od teh, ki so morda nam šli na živce, tudi vibriramo na višjo energijo, raven zavesti, energija, a ne? Absolutno, ko se spreminjaš ti, se spreminja svet okrog tebe in tudi na ljudi na tak način vplivaš, a ne? Najbolj lahko to vidimo pri otrocih v takem notranjem stanju, ko so starši, tako bojo otroci, a ne? Energija se pač čuti pri otrocih še toliko bolj, tako da okoliščine pač pokažejo tvoj notranji svet, a ne? Ker ta kreira. Življenje seveda preizkuša, nas malo žgečka, malo draži, izziva, potem je pa od nas odvisno, kako na to. Je rekel nekdo, če bi popotnik vrgel kamen na vsakega psa, ki na poti do vrha zalaja nanj, ne bi nikoli prišel do vrha. Ne bi. Ja, res je. Nina, kaj nam svetuješ, kako ostati v stiku s seboj in znati vedno in povsod živeti kot v raju? Ja, trening. Treba je res se odločiti, da bi rad spoznal ta svet, ta stik s sabo, a ne? In potem pač začeti delati in se opominjati, a ne, da mogoče je najlažje tako rečem, da je ena taka lahkotna vaja, ko greš na sprehod, probi ne interpretirati sveta. Čudi se mu. Glej ga, kakor da ga prvič vidiš. Ko greš pod tuš, bodi pod tušom, ne v naslednjem koraku, kaj moram narediti, ko pridem izpod tuša, a ne. Se mi zdi, da večino ljudi dela stvari zato, da bojo lahko začeli delati naslednjo stvar. Torej, pomembna je čuječnost. Biti tukaj, ja, ne. In potem imaš ves čas tega sveta. Meni, kar reče hčerka, 4 leta je stara, mami, ne da se mi čakati. Eva, čakanje ne obstaja. Ti ne čakaš, ti si zdaj tukaj in zdaj. Se pogovarjaš z mano, ne čakaš. Ljudje skozi nekaj čakamo. Je to trening, je to vzgoja, je to učenje, izobraževanje in ne pozna starosti verjetno. Prej, ko to predajamo in smo tudi zgled pravzaprav, otrokom in ostalim okoli sebe toliko lepše, se to je vedno recipročno, a ne, je njim in tudi nam. Ja, pogosto živimo obratno, kot si sedaj rekla, se pravi na avtopilotu, da niti ne vem, da sem se nekam pripeljala, da sem nekaj naredila, sem ugasnila ali nisem na štedilniku nekaj, se pravi daleč stran od tega biti tukaj in zdaj. In tisti star pregovor, da se po jutru dan poznaj verjetno pomemben. Je torej pomembno, da že zjutraj začnemo s tem, vklopimo sebe. Absolutno. Jaz ne začnem dneva brez rituala, ki vsebuje tudi, da pač potegnem eno sporočilo iz mojih kart, a ne, in rečem, kaj je namera tega dneva, kaj me bo v današnjem dnevu spremljalo, ali pa si sam daš namero, a ne. Prej smo govorili o prijaznosti, pa si lahko daš namero, danes bom prijazen do vseh, a ne. In si potem čisto v eni drugi vibraciji in se večkrat lahko v dnevu vrneš nazaj. Kaj sem se odločila zjutraj? Kako mi gre? Se pravi, ko sem v gneči pred rdečo lučjo na semaforju, ki se potem v zeleno in nekdo takoj ne spelje in ko bi že hotla na hupo pritisniti, si rečem, sem prijazna. In tega ne naredim, res in koliko boljše se počutim, a ne? Tukaj se mi zdi, da igra pomembno vlogo zaupanje v življenje. Jaz vedno rečem svojim otrokom, ta starejšim, lej, vsaka komplikacija, ki se v tvojih očeh zdi kot komplikacija, je tukaj z namenom. Zaupaj, da prinaša nekaj boljšega zate. Življenje ve bolj od tebe, kaj je v tistem trenutku zate dobro. Zato, ker ti nisi toliko prebojen. In sploh, ko hitimo in pol začnemo se jeziti, gremo ven iz stika in smo ločeni.
Življenje ima za nas načrt, pomembno je Absolutno. zaupanje, pomembna je potrpežljivost, tudi pogum in še kaj, vztrajnost. Zanimivo mi je, Nina, tako na blogu, se pravi v zapisanih oblikah, kot tudi v govorjenih, bralce, svoje sogovornike nagovarjaš z besedo dušica. Verjetno ne slučajno. Ne, tudi karte so napisane v ženskem spolu, a ne, ker nagovarjajo dušico. Jaz verjamem, da nismo telo, ki ima dušo, ampak smo duša, ki ima telo, a ne. In nismo tukaj samo za to življenje, ampak je naša dušna pot brezmejna in če želim prebujati ljudi, potem je prav, da nagovarjam dušo, ker ona je tista, ki se je prišla prebuditi, a ne. In z namenom prišla v nek ta kalup, nek trenutni, občasni, a ne. Imamo to v najemu, ali kako bi rekla. Smo si ga izbrali, ne. Je pa sicer brezčasna, a ne. Se preliva iz to stranstvo v ono stranstvo in ne vemo, kaj vse še ima ta dušica, kakšne načrte ima za nas. Nina, si tudi z vsem tem, kar se sedaj pogovarjava, je to povezano, angelska terapevtka. Morda nekaj besed še o tem, kaj to pomeni? To pomeni, da je moja intuicija zelo angelska, da se hitro, da slišim njihova sporočila, njihov dotik, njihovo zdravljenje in to pač gre skozi mene in podpira ljudi, a ne, na različne načine, skozi kanalizirane meditacije, skozi energijske terapije na daljavo, skozi te karte. Veliko delaš z ljudmi, veliko stika imaš torej s posamezniki, pa me zanima, če bi lahko tako na kratko povedala, kaj si največkrat v današnjem času želijo posamezniki spremeniti ali kateri čudež uvideti? Ja, moje stranke, moje dušice, ki pridejo k meni, so tiste, ki so že na poti prebujanja, a ne, tako da oni si predvsem želijo več sebe, a ne, več sebe, več notranjega miru in pa več tega, da bojo lahko kreirali dušni potencial, se pravi, da bojo res tudi na poslovni poti delali tisto, kar je njihov dar, a ne. Nina, verjela ali ne, ampak te najine minutke v oddaji so tako letijo in toliko zanimivega, spodbudnega si povedala, se mi zdi, se to je vedno pomembno, ne samo v začetku nekega leta, ampak morda je sedaj še na tej simbolni ravni to toliko bolj pomembno. Pa sem se sedaj spomnila, predlagam, da zaključiva oddajo tako, da pa eno karto izberem, pa me malo vodi, prosim, ki bo sporočilo ob zaključku tudi našim gledalkam in gledalcem. Se pravi, najprej moram jaz to malo takole. Tako, to si jih že prej, zdaj so že one s tabo. Ni treba to za vsakim vprašanjem. Ne. Dobro. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tako tudi vam pošiljava oziroma pošiljamo vsi iz studia eno dobro energijo, ki naj vas vodi v tem letu, v letu 2024. Želim vam, da izberete vedno sebe, seveda ob tem upoštevate mejo, da vedno to delate tako, da s tem nikomur ne škodujete, ampak da širite dobro. Kajti le kar imam kot posameznik, kot posameznica, kot dušica, lahko dam tudi drugim. In mogoče tole, kjer je ego, ni ljubezni, je le iluzija. Odlično sporočilo na temo, ki smo jo imele v prostoru. Letošnje leto je leto osmice, 2024, če seštejemo številke, dobimo 8, kar pomeni, da je zelo podporno za odkrivanje svojega dušnega potenciala. In vsi, ki bojo začeli delati na sebi, delati, mislim tako, da res greš na meditacijo, na coaching, na različne rituale, bojo transformirali svoj ego in bojo lahko bolj svobodni. Hvala lepa, Nina, hvala tudi vam in vse dobro do prihodnjič.